Ko gre za Alfa Romeo, so pravila, kakšen mora biti avtomobil, zelo odvisno od tega, iz kakšnega zornega kota gledamo avtomobil. Namreč, če avtomobil ocenjujemo z vidika tistih, ki so navajeni bolj polžje vožnje, bolj avtomobilov, ki so bolj polžje počasni, potem je to ena stvar. Ko pa Alfo ocenjujejo tisti, ki so predtem že bili deležni alfinega kačjega ugriza, potem je pa to res popolnoma druga zgodba. Če nisi vozil Alfe, ne veš, kaj je avto. Kot sem izvedel, za Alfo velja, da ni treba, da je popolna. Pa tudi ni potrebno, da je vse tisto, kar ponuja, smiselno. Zato, ker malo je avtomobilov, ki bi bili tako zelo močno povezani s čustvi. Ko piči Alfa, ta strup deluje tako, da te ne umrtviči, ampak da te priklene nase. Zdaj, zadnja leta alfistom res po eni strani ni bilo lahko, zato ker ta alfin strup je še vedno deloval, ampak kar nekako ta milanska dama ni lepo skrbela za te svoje alfiste, namreč ni jim priskrbela ustrezno modernega avtomobila, vsaj v tem nekako dosegljivem avtomobilskem razredu. Zdaj so končno nekaj dobili. Predlagam pa, da najprej pogledamo, kaj so naši alfisti rekli tudi glede voznih lastnosti. Po tistih zavitih cestah sem res užival. Ti se pelješ z avtom, ne? Kad ti primerit drži, tako da ni šlo v vinku ne levo, ne desno. Avto se lepo pelje, mogoče, če primerjam s prejšnjo Alfo, je malenkost mehkejši. To mi je všeč, ker si res lahko lepo vozil z dvema rokama brez problema v vinke, tudi malo bolj ostre, je šlo, ni treba preprijemati volana. Želel bi si mogoče samo malenkost starši volan. Ja, ni to to. A ni to to, pa se pravi, to ni šport? Ni to to. Ne, majhen je prepočasen, da bi se šel šport. Bi kaj sporočil Alfi? Malenkost močnejše, mogoče motorje. Pogrešam. Pogrešam mogoče od podvozja majhen več športnosti. Ne? Tudi parkrat sem začutil, da zadnja guma po zraku gre, oziroma bolj je počesal asfalt, pa ne tako grozen pospeševano. No, se tudi ne moreš narediti kakšnega groznega pospeševana pri 131 konjih. Kar je še ena zamerca, mogoče ima 20 konjev premalo. Ko smo se skupaj z našimi gledalci z Alfa Tonale vozili po idiličnih ovinkih, je bilo zelo očitno, da so naši alfisti zelo dobri, dinamični vozniki. Njihove izjave so bile enoglasne, da Alfa potrebuje tudi bolj dinamičen motor. In zdaj na tistem našem izletu smo skupaj špekulirali, da bo prav ta priključno hibridna Alfa ponudila tisto, kar pogrešajo tisti klasični stari alfisti. In ja, ta priključno hibridni motor res poskrbi, da avtomobil lažje diha, da se bistveno bolj počuti, ko ga priganjamo, sploh po takšnih ovinkih. In električni motor resnično naredi razliko pri odzivnosti, ko priješ v takšen zaprt ovink in je treba iz njega polno pospešiti. Seveda pri tem je bistvenega pomena, da ne pretaknemo v D samo stikalo avtomatskega menjalnika, ampak tudi tisto stikalo DNA, ki nekako določa karakter tega avtomobila, in D seveda pomeni dinamik. Sem pa kljub vsemu prepričan, da bi naši alfisti za ta avtomobil vseeno rekli, da jim je še premalo. Da bodo rekli, da bi vseeno si želeli še več tiste klasične alfine bliskovitosti, da je to vendarle preveč avtomobil, ki je usmerjen v to, da ponuja dnevne vožnje na elektriko. V tem pogledu lahko povemo, da je zaloge elektrike v alfinih baterijah za okoli 50 takšnih poletnih zimskih kilometrov, recimo za okoli 30 alfinih kilometrov, pa verjetno še malce manj. Pri tem pa vseeno naj spomnim, da je polnjenje tukaj v vsakem primeru počasno. Ko ga boste preklopili recimo na enem sestanku sredi mesta, boste v eni uri recimo napolnili za komaj okoli 10 kilometrov.
Se pravi, ta avtomobil je res namenjen kratkim električnim vožnjam in pa polnjenju čez noč. In zdaj, če se spet vrnemo k zornemu kotu. Vsi tisti novi alfisti bodo verjetno zelo navdušeni, ko bodo imeli okoli volana takšne dolge, strastne obvolanske prestavne ročice. Pa seveda izredno jih bo navdušila ta Alcantara na armaturni plošči, ki jo recimo oddaja tudi letvica z lučkami. Pa seveda bodo izredno uživali, ko bodo na armaturni plošči občudovali števec kilometrov, ki se vrti tako po analogno, pa čeprav je v celoti digitalen. In seveda izredno bodo navdušeni z vsemi temi klasičnimi alfinimi zgodbicami, vključno s to alfino telefonsko številčnico. Ampak vsi ti novi alfisti bodo deležni manjše količine strupa. Recimo jih bo tale alfa pičila bolj kot kakšen komar. Tisti klasični alfisti, ki pa imajo v sebi že ogromno tega klasičnega alfinega strupa, no tisti pa bojo verjetno rekli, ja, sej je v redu, ampak čakanje na tisto pravo alfo se bo pa verjetno nadaljevalo.